govoriti tudi o tem ali pa o kakšnih drugih boleznih izzivih, ki jih imaš, se mi zdi, da je kar težko. Sem mogla pri sebi, ker jaz bi rada vse naenkrat, jaz bi šla na vse terapije naenkrat. Kje je zdaj pa tista stopnička, da me čisto majčkeno še loči, da padem dol, ne? In moram je en tak zelo močan trigger pri meni, kar se tiče izgorelosti. Že vsaka težava sama po sebi je ogromno. Danes pa mislim, da vsi pedagogi vemo, da imaš v razredu ali pa tako, kot da delaš dodatno strokovno pomoč, izjemno raznolikost težav. Sprav, ko ti čutiš, da je drugmu težko, ti to čutiš, da je to tvoje. In zelo klišejsko je to zdaj, veš, da vsak mora najti, kaj je tisti njegov plamen, kaj je tisti, ki ga prežiga. Nina, živijo. Živja. Ful te je lepo videti v živo. Hvala res, da si prišla, pa še stok daleč. Mi res ful pomeni. Ja, hvala tebi za vabilo in da končno uspeva midve to še tako v živo še čutiti. Ja, midve sva skupaj, za tiste, ki mogoče ne vedo še, smo skupaj že posneli podcast in sicer takrat je bil govor o jezikovnem razvoju otroka. Zelo veliko lepih odzivov, tako da priporočam v poslušanje tistim, ki še niso. Jaz tudi. Tako da. Danes se bova pa sicer dotaknili druge teme, vseeno tudi zelo, zelo pomembne. In sicer boš govorila in sem zelo ganjena in počaščena, da boš govorila o svoji trenutni izkušnji izgorelosti. Bom pa tukaj samo dodala za vse, da midve nisva pač strokovnjakinje na področju izgorelosti, da se mi pa vseeno zdi zelo pomembno govoriti, ker se mi zdi o teh temah duševnega zdravja, da je še vedno veliko preveč stigme in da tisti, ki mogoče ima podobne izzive, občutke trenutno, da vedo, da niso sami in tako, da mogoče tudi kakšen najde, zagotovo kakšen najde, da mu bo veliko pomoč to tvoja delitev. Ja, res je. Sem tudi jaz vesela, da sva tudi v pravem času se začeli o tem pogovarjati, ker če sem iskrena, če bi se midve 1 leto nazaj pogovarjale, veš tako, ne zmoreš kar govoriti kar tako o vseh svojih izzivih. Tudi mora nekaj časa, se mi zdi, da preteči, pa nekaj zdravljenja sam pri sebi moraš narediti, neke stopničke narediti v tej svoji rasti, da lahko o teh stvareh nekako govoriš z nekega, bi rekla, mirnega stola, sedeža. Ampak ja, bova videla. Se mi zdi, da bo še vsem kje kakšna boleča točka vršla. Ampak ja, je govoriti tudi o tem ali pa o kakšnih drugih boleznih izzivih, ki jih imaš, se mi zdi, da je kar težko. Ni to tako samoumevno. Sej pač zdaj svojo lastno izkušnjo to ugotavljam, kot logopedinja bi si itak mislila, kje je zdaj tak problem, pa pač nekaj izraziti, nekaj povedati, kar je pač tvoje. Ampak ja, pa odkrivaš te neke vzorce, ki se skrivajo kar globoko nekje noter, da ni to tako enostavno. Pa zdi se mi, da moram še malo bolj poudariti ta del, da najtežje nam je pa v bistvu z najbližjimi govoriti o tem. In jaz priznam, da če bi se zdaj mogla z mojo družino pogovarjati o tem, ne vem, če bi čist šlo. Pa čakaj, moj mož je druga stvar, ampak tako, družina pa najbližji prijatelji, tam pa priznam, da mi je pa najtežje se pogovarjati zdaj, kje točno sem, kaj se dogaja. Tako da bolj mož bolj to. Tako, po ovinkih razlaga, kje je situacija. Se mi zdi, da je to nasplošno pač s tistimi, ki smo najbližji, da se tudi pač ta močna čustva pa vse te pogovore, da nam je najtežje izvesti, no, tudi meni osebno doskrat, tako da. Ja, bi tudi jaz rekla, hvala za to ranljivost pa pogum, ker se mi zdi pač mogoče za nazaj v kakšni izkušnji, ko si že nekaj zelo, zelo predelal, da je veliko lažje govoriti mogoče kakor o nečem, ki je še živo pa. Tako da res hvala za to ranljivost in pogum, zelo dragoceno. Kje bi si pa ti želela začeti?
Ti dam kar te besedo. Kje bi si želela začeti? Wow, da si mi pa dala. Težko vprašanje. Okay. Veš, zakaj je to težko vprašanje? Ker je to tako kompleksna zadeva. In meni je tudi tako, kot jaz imam kar težave s tem, jaz bi rada zelo veliko povedala, pa vse naenkrat povedala, pa zaradi tega, ker je polno tega, ja, ampak če to upoštevaš, moraš vedeti, če to pa to, ampak če je to pa to, pol je veš pa še to pa to in lahko en teden govoriš, ne. In pol zdaj se odločiti, kaj je pa tisto, kar je pa najbolj pomembno, pa najbolj bistveno, sem jaz tako, pa če je vse pomembno, no, dej, jaz moram. Sem se pa zelo naučila tega, to mi je bila tudi kar dragocena lekcija, da ljudje niti ne zmorejo veliko naenkrat slišati. Ne, to je tudi, pa sem mogla pri sebi, ker jaz bi rada vse naenkrat, jaz bi šla na vse terapije naenkrat, jaz bi vse prebrala naenkrat, daj mi veliko. Ampak bolj vidiš, da tudi če hočeš neke velike korake delati, jih pač ne moreš, ker je treba iti malo po malo, pa ne vem, ko eno lupljenje čebule, ajde, rečem. Eno plast, pa pol malo počakati, da se zjokaš, pa potem druga plast, pa spet malo zjokati, da grejo stvari počas, po plasteh. In ja, zelo, zelo kompleksna zadeva, ni to tako, da bi rekel, ja, zdaj bo pa 3 alinejce dale, to pa to je, rešitve, 3 alinejce, gremo. Žal ne. Je tudi zadeva, ki se kar dolga leta nabira, ni to iz danes na jutri. In meni se zdi, da je v bistvu kar vsaka neka, rečemo tudi temu, bolezen, ni nikoli iz danes na jutri. Vedno se stvari od nekje nabirajo, problem pa je v tem, da mi nismo sposobni slišati. Se mi zdi, da mi ves čas dobivamo sporočila, ampak mi smo tako, pa mi smo tako, pa malo okej, tako. In znam, kako bi zdaj mimo teh sporočil, kako bi mi mimo teh sporočil zdaj terali dalje, ne, dajmo furati življenje, nimamo časa, zdaj daj tam neko sporočilo, ustav se malo, ne moreš, daj počitek rabiš, daj pojdi spat, daj pojdi jest, daj pojdi pit. To so taka vsakdanja, mimogrede sporočila, ki jih tako na hitro nimam časa zdajle, daj se bom pol. So pa temeljne, ki ti, če že govorim zdaj, ajde, hrana, pijača, te neke temeljne stvari, za katere mi danes slabo skrbimo. Spanje, kakor si omenila, počitek. Ja, ne vem, neke prioritete čist smo premešali. Kje bi začela? Mislim, da je mogoče ena stvar, ki ljudi najbolj zanima, je, kako si pa to opazila, kaj se je pa zgodilo, kako si to prepoznala. Veliko ljudi reče tako, meni se tudi zdi, da sem skozi na tem robu. Kako pa veš, kdaj greš čez? In ja, ta hoja po robu še kar nekako gre, ne? In kar si nekako bi rekla, misliš, da sej gre, pa sej bo, pa kakšen dan malo bolj počivam, pa sej gre, dobro je. Ko pa padeš čez, pa to ne gre več tako, sej samo en dan počivam, ne. In je težko vedeti, res tudi sam pri sebi prepoznati zdaj, kje je zdaj pa tista stopnička, da me čisto majčkeno še loči, da padem dol, ne. Se mi zdi, da ne moreš Te moje prepoznati, vedeti, drug teden bo pa preveč, če bom. Pa dostikrat smo v tem, tole dokončam in pol pa počivam, ne. Pa imaš pa 2 variante, ne. Ali da res počivaš, pa se malo nafilaš, pa potem naslednja stvar, ajde spet gre, ne, se pravi, tle uspeš hoditi po robu, bomo rekli, pa mogoče tudi se umikati nazaj. Druga varianta je, da je pa ta zadeva konc, si daš 3 minute, nov projekt, novo veselje, malo drugače se v telesu čuti, ker je nekaj novega, nekaj drugega, teraš dalje, ne. In potem, ko delaš projekt za projekt tako, pa kar naenkrat na lepem, tle pa bi rekla, da pa zna biti tako iz danes na jutri, te odreže, padeš čez rob in se malo težje pol. Ne moreš kar tako splezati nazaj, ne, en korak nazaj od roba že lahko narediš, ko pa padeš čez, pa zdaj se povleči, plezati nazaj je pol pa, je pa težko. Največkrat se pa ta padec čez rob vidi v dejanskem fizičnem
padcu, bi rekla, da ko si na tem, da ležiš ali pa spiš lahko cel dan v eno, pa še naslednji dan mogoče, pa še kakšen dan. Zdaj sem rekla to, ležiš ali pa spiš, ker včasih spati sploh ne moreš, ker ne znaš izklopiti sploh možganov telesa, ampak ti telo ne da in ležiš. In pač ležiš in imaš zaprte oči in to lahko traja pač bolj, 24 ure recimo. Ne? To ti je pa tisti znak, da si pa šel zelo preblizu roba, če ne celo čez. In ne bo pomagal en dan počitka in verjetno ne bo pomagal en teden počitka. In je včasih mogoče, ker bi rekla, kot neka hvaležnost, da padeš čez, ker če ves čas hodiš po robu, nabiraš dlje časa, ne? In je potem pa še težje nazaj pridati, ne? Dlje, ko hodiš pač blizu tega roba, bolj težkih stvari, več težkih stvari se nabere, ki jih je pol težko čistiti, ne? Tako da včasih bi mogoče rekla, da je še boljše, da te prej, ker nimaš toliko materiala za reševati še, recimo. Je pa tako, ja. To so spet moji pogledi, moji vidiki. Mogoče bi še enkrat ta del tle poudarila, da me govoriva danes bolj o moji zgodbi iz mojega pogleda. Tudi jaz ne morem reči, da sem strokovnjak za izgorelost, ker nisem. V bistvu tudi težko rečem, da sem strokovnjak za svojo izgorelost, ker priznam, da še vedno se ciklam. Mislim, padam na istih forah. Je pa res, da se zelo hitrej lahko poberem, ne? Pa hitrej vem, kaj rabim, hitrej prepoznam, kaj sem narobe naredila, manj grem v krivdo, je pa potem vsakič pač lažje. Ampak se mi zdi, da imaš kar to neko miselnost, ja, si bom pa nekaj rešil, pa bom reševal in pol sem ozdravljen in sem super in vem, pa te pa spet na isto in si misliš, a nisem nič naredila, zdaj sem tako, da nisem nič naredila še. Jaz sem zdaj v tej izkušnji, bi rekla, leto pa pol od tistega padca mojega čez rob, ko je bilo treba spati kar nekaj časa v kosu. In ja, ne vem, prejšnji mesec recimo mi je bil en tak, bi rekla, jaz jim rečem, epizoda. Ko sem bila na tem, pa kaj, a jaz nisem nič v tem letu pa pol naredila, kaj sem zdaj čist na istem, je šlo to vse. A se nisem nič naučila. Sem prišla recimo do ene točke, ko vse moje tehnike niso pomagale. Jaz sem si nabrala res, tako bi rekla, en velik nabor tehnik, terapij, pač teh sredstev za samo pomoč in pa kam iti po pomoč. In na eni točki pač nič ni delovalo in je tako, ti to težko, ker si misliš, da je leto pa pol zelo intenzivno delam, pa se premikam, pa me spet sesuje, pa me spet podre. Kaj zdaj? A nisem nič naredil. In je pa iz takih lukenj spet malo težje ven plezati, ne. Pa v bistvu vseeno ugotoviš pol, da si veliko naredila. Kaj si pa pol uporabila? Si kakšne druge tehnike ali si tisto, ki je prej delovala, mogoče, ker ponovadi pravijo, če nekaj večkrat ne deluje, pa res poskus nekaj drugega. Kaj si v tem primeru pol naredila? Kaj ti je zdajle najbolj pomagalo? V tem primeru je bilo tako, da sem šla po zunanjo pomoč na eno terapijo, ki mi je trenutno najljubša. In mi je v bistvu tista terapevtka pomagala videti, kaj sem jaz naredila s temi mojimi tehnikami, terapijami, da niso delovale. Da ni bilo v bistvu, da niso delovale, ampak jaz sem jih postavila, bi rekla, v negativno vibracijo, da že v štartu jim nisem dala možnosti, da bi delovale. In to je bil pri meni moram. Jaz moram iti ven na sprehod, da se bom malo skupaj sestavila. Jaz moram iti meditacijo poslušati pa narediti, da me bo malo zresetiralo. Jaz moram Bachove esence si natočiti zdajle, da me bojo pomagale. Jaz moram to tehniko terapijo narediti, da mi bo pomagala, ne. In moram je en tak zelo močan trigger pri meni, kar se tiče izgorelosti. Tudi bi rekla, eden tistih krivcev, da sem prišla do tam, ne? Ker sem vse preveč v stvari rinila, moram. Ne želim, pa jaz bi to rada naredila, jaz bi to rada delala, ampak jaz to moram narediti,
ker to nekdo drug rabi. Ker ima to nek vpliv za nekoga drugega ali pa nekaj v tem smislu. In sem pa začela na moje tehnike dajati ta moram, ne? Jaz sem že v osnovi dala, sem šla na sprehod, tako skozi gozd, pa to pa dihanje. Moram jaz zdaj dihalno vajo narediti, da bo me... Pa sem bila slabška. Recimo, ta mi je bila res zanimiva. Sem šla na sprehod, jaz sem nazaj prišla bolj utrujena, kot pa običajno, ko bi šla na sprehod v gozd, da me zresetira, malo sprosti, zadiham, sem jaz hodila nazaj še bolj utrujena, kot prej. In zaradi tega, ker zdaj pa moraš nehati razmišljati, zdaj pa moraš možgane sprostiti. Ker pol boš šla pa uno delati, pa boš tle, pa boš uno, pa pol boš sem, pa bla, 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 la, 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 v glavi non-stop. In ko sem prišla nazaj do hiše, tako, jaz nisem nič boljš. In potem ne moreš delati, in potem mine 4 ure, pa še vedno ne delaš, pa mine cel dan, pa še vedno ne delaš, pa minejo 3 dnevi, pa še vedno ne delaš, pa ne narediš. In je ta izziv potem. Ker v bistvu ta pritisk, ta besedica moram je res tako močna in v bistvu kontra. Ampak verjetno pač ni dovolj sam, da zdaj bom pa to besedo spremenil, ne želim, ampak moraš nekako res tudi to začutiti. Verjetno pač gre za eno drugo, najprej da nadomestiš, želim iti v gozd, ampak verjetno moraš tudi začutiti to nekako, je to tudi proces, verjetno. Se mi zdi, da kar sem se jaz tako res naučila in da je en problem v miselnosti naokoli, da ti sam to moraš v mislih malo spremeniti, pa gre. Ne gre tako, Pač jaz vem, jaz razumsko vem, meni je jasno, da če si boš rekla, moram iti v gozd, ne bo delovalo. Jaz to vem, brez da mi ti poveš, veš. Jaz pač vem, da zdaj sem to napako naredila, pa se zaciklaš, da si spet to rečeš, pa je na neki podzavestni ravni. Jaz sem bila na tej točki, da jaz nisem ozavestila, da to delam. Ko sem ozavestila, ko mi je terapeutka tako rekla, sem že vem, vse mi je jasno, v redu, vem, ampak enih stvari tudi pogosto je to, da ti nekdo reče, kaj narobe delaš, ne? Pa si ti tako, ne, to jaz ne delam tako, ne? Ne vidiš ti svojega lastnega vzorca. Ampak na tej točki sem že bila, vem, moram vse jasno, zdaj, kje sem naredila problem. Ampak, če bi jaz pač od tiste terapeutke zdaj sam šla domov, pa ta moraš spraviti ven, ne? Sam ne govoriti moram. Jaz ne bi zmogla narediti nekega premika. Zakaj? Ker samo razum nekaj prepričevati ni dost. Ti imaš v bistvu to travmo shranjeno v veliki globini, v podzavesti, v telesu. In me sva s terapeutko recimo potem sproščale na telesu. Kje v telesu se meni ta moram tako krči? Kje me drži v tem in me ne sprosti? Ker je tako, če si predstavljam, jaz zdaj se rečem, moram v gozd, v tistem, kaj ta beseda moram, se meni tako po celem telesu, vse dol do nog, čutim. Energijo, kako se zakrči mi celo telo in ostane v krču. In jaz, ko hodim, je še vedno v tistem krču. In jaz moram na telesu ta refleks, jaz temu rečem, ta refleks moram jaz sprostiti, ker se on kar uklaplja. In on se refleksno uklaplja in me ves čas drži v krču. In jaz ne znam tega sama, pa sem v razumu. Ti refleks nekaj delati. Ne, ta refleks moram, dajmo ven. Ne gre, ne. Če bi šlo, pa bi imeli občutno manj težav. Bi bilo to, veliko manj tega. Enostavno zelo, Tako da jaz sem tle v tem procesu zdravljenja te zgorelosti videla potem ta vpliv tega, kako pač, eno delaš zdaj na nekih razumskih zadevah, pa nekaj, kar se lahko preko pogovora mi speljemo, ampak zelo velik del je pa tega, kaj je v telesu shranjeno, kako v telesu sprostiti, da ti ne greš v ta isti refleksni krč za, 95krat na dan, ker pol je zakrčen, ne? In ne bo drugače. In koliko je treba to sproščati tudi na drugih nivojih nas, ne samo to, kako mi razmišljamo.
In ko sem jaz te stvari sprostila, sem jaz lahko domov prišla jaz tam sem si rekla, moram, veš, želim v gost in grem. In sem ostala in sem šla z lahkotnostjo, ker se ta refleks ni vklapljal, ker sva ga midve na terapiji dejansko sprostile. Ne bom rekla, da je enostavno, je kar boleče, je treba zelo predihati, je treba iti v tisto jedro tega moram, ki te boli, v duši, ki te boli. In si moraš dovolj, da te boli, nenormalno boli in si potem iti v to, jaz tega ne rabim, jaz tega ne želim, jaz to sproščam, jaz to dajem ven. Do zdaj mi je, ne vem, služilo za določen namen, za določeno preživetje, zdaj se pa iz tega osvobajam in dam ven. Tako da ta del je kar boleč, ko moraš iti v središče tega, to sprejeti, to mi rekla, na nek način se tudi zahvaliti temu, da je to bilo, ker ti je pomagalo priti do sem, ampak od danes naprej jaz tega pač ne rabim več. Dajmo sprostiti, ajde, čau. Ko sem prvič to doživela, je bilo iz tega, da sem jaz, vsaka stvar, ki je bila malenkostno nekaj narobe, je meni to bilo, da sem jaz naredila, ne vem, atentat nekje. Tako zelo namočno, napako sem naredila, groza, joj, ne. Zdaj pa, to so bile take malenkosti v smislu, ne vem, sem napisala eno poročilo, poslala, 15krat prebrala, valjda, vse v redu, super, še tam 96krat popravila tisti stavek, da je res to strokovno, da je ustrezno, da je široko, pač res perfekcionizem, dajmo kar na obrate. Pošljem, že v tistem sem v krču, veš, vse v redu, se sem na ta prav mail poslala, ne, pa se je sem pa podpisala, sem že tle. In bolj pride mail nazaj, recimo, pa tako, super, hvala, rabimo, se zahvaljujemo, Gordon, daj samo tam tiskarski škrat je bil v letnici rojstva, daj sem poprav tisto enko tam, pa mi še enkrat pošelj, ne, malenkost, nič tazga, pa še tako oseba reče, tiskarski škrat mi je čisto jasno, men, oh my god, kaj sem jaz zdaj tle naredila, kaj sem jaz zdaj tle čist narobe, tako da je celo poročilo narobe, kada sem jaz to poročilo napisala, da je, ne vem, otrok nič ne govori in ne vem, pač nekaj strašnega. V telesu, zdaj recimo bi to opisala kot nek mini panični napad v bistvu. V telesu, kad te kar oblije, kad ti po celem telesu steče neka energija, kad se trest začneš in si jaz sem nekaj narobe naredila, jaz moram zdaj to popraviti, to je zdaj, napaka, problem. In je v glavi kar to, napaka si naredila, napaka je, zdaj ima nekdo problem zaradi tebe, zdaj napaka, ti si napaka, vse je narobe. In greš iz takih majhnih napakic v dejansko to, ti si napaka. In je pol vsaka stvar osebna, vse je se pravi, nek tiskarski škrat, tam je, ti si napaka, ti si narobe, ti si problem. In to sem najbolj občutila, ko sem prvič šla na nevromehaniko, kjer se dela to res na telesu, telo si zapomni, zdaj pa kje v telesu najdemo ta refleks, da se je to zabeležilo tako močno in dajmo zdaj ga sprostiti. In jaz sem midva s terapeutom takrat to naslavljala, ko je prišla prav točno taka situacija z mailom. No, še pred tem je bilo pa to, ne, dej ne govor si, to je napaka, to je problem. Dej ven besedo napaka, dej ven problem. Ko pride nekaj tazga, imam izziv za rešiti. Sej sam poskušala, ampak to je tako težko. To je, ko si moraš res, Nina, zdaj pa nehi, to pač zelo veliko notranjega dialoga ti moraš tle imeti, pa še vedno tega ne čutiš. Zdaj je pač sam tiskarski škrat je v redu, izziv, ki ga boš rešila enostavno, evo si popravila enko, pošleš nazaj, vse je super, krasno. Telesu si pa še kar v krču, je pa še vedno ta krč. In sva s terapeutom to naredila in pol isto pride nek tak mail. Ko sem jaz občutila to razliko,
je bilo meni res wow. Prišel je mail, tam je treba nekaj to popraviti, spremeniti, ne bo v redu. Kaj če jaz zdaj naredim tako, pa naredim tako. Dejansko sem šla v telesu, brez da bi si rekla, zdaj pa je to izziv, ne problem, Nina. Sem jaz to, kako bom jaz zdaj to rešila? Da mi je ratalo zanimivo, veš, kako bom jaz to rešila. Najbolj je bilo mi pa še tako, da nek moj, bi rekla, poslanstvo na tej zemlji je iz kaosa ustvarjati red. Se pravi, ko je nek problem, napaka, rečemo mu izziv, je to zame za rešiti. Se pravi, zdaj tle kaos nek, kako boš ti to kreativno rešila? To je dejansko jaz sem. In to, kar jaz sem jaz dala v napaka, problem, napaka, ti si napaka, to je narobe, tisto je narobe in nikoli nisem mogla nič dosti dobro narediti zase, za svoje standarde. Vedno je bilo. Kaj pa, če bi ti stavek tam mogoče še malo drugače napisala? Nikoli dovolj. To je pa tudi ta en znak, bi rekla, nas ljudi, ki pademo v izgorelost, ker ni nikoli dovolj. Pa še perfekcionizem zraven, pa potem dodajva, da ne znamo reči ne. Kaj še? Še kakšna ta zelo močna, najbolj poznamo, da rečemo empatija, sprav čutenje drugih ljudi. In te stvari, ko jih sam daješ skup, te rušijo, namesto da bi te kakorkoli hranile, napolnile energijo. In energija pač samo odteka. Tako, kot si rekla, empatija pa v bistvu zelo pogosto v naših poklicih, kad drugimo. Pač ti si logopedinja in drugim želiš pomagati ali prek spletnih tečajev v živo, tako in imamo včasih, se mi zdi, da sam pač dajemo in skozi, tako kot si rekla, sam, kje bi lahko izboljšali, iščemo rešitve pač in si damo ali nove izzive in tako, moramo poskrbeti najprej tudi zase, pa to se mi zdi, da nam pogosto ne uspeva. Ja, kaj to pomeni poskrbeti zase, ne? Niti ne vemo, kaj pomeni poskrbeti zase, ker naši starši tudi tega niso znali, ni bilo niti dovoljeno, bi rekla, tam je bilo samo gramo, delamo, da bomo imeli. Skrb zase je kaj? Ni znano. Skrb zase je, da bomo mi zdaj hišo zgradili na in sploh in pol bomo baje nekaj imeli. Niti ne vemo, kaj to pomeni, pa se mi zdi zelo veliko je tega, da počitek je narobe, užitek je narobe, da greš sam nekam je narobe, da otroke daš v varstvo je narobe, pa ležiš na kavču, da nimaš hiše urejene je narobe. Vse imamo to, da take stvari niso prav in si jih je težko pol vzeti, ker ti v podzavesti si spet v refleksu, ki pravi, ne morem jaz zdaj na kavču sedeti pa 3 ure knjigo brati, če pa lej tam so cune za urediti, posoda, skuhati je treba, tudi če je posoda oprana, kuhaš lahko 15krat na dan, se mi zdi. Jaz sem imela tle zelo velik izziv. Jaz sem 8 mesecev, vsak dan sem brala, meni so knjige tisti res užitek, pa sprostitev, pa to, da me polni, to, da uspem odklopiti, da res grem v zgodbo, se pravi, sem samo v tisti zgodbi in ni zdaj multitaskinga v glavi za celo hišo, pa celo službo, pa še ne vem koliko ljudi, ne vem gor dol. Ampak, kaj sem jaz delala, tudi ko sem šla brat, koliko še imam, daj hitro tole preber, preveč si že brala, jaz nisem uživala. Jaz sem imela milijon teh, koliko časa še imam, zmanjkalo mi bo časa, že predolgo berem, a bi bilo boljše, da grem spat, pa ne moram iti kuhati, pa zdaj bi mogla to delati, polno delati. Jaz sem bila v krivdi, ko sem šla brat. Ko je bilo, da poskrbim zase, pa mi je lahko marsikdo rekel, pejt delati nekaj, kar, zdaj imaš pa 1 uro časa zase, pa dej pejt, ajde brat. Jaz sem bila v krivdi, ker to počnem, ker jaz bi tisti čas lahko nekaj naredila, delala. In sem rabila 8 mesecev,
konstantnega, vsakodnevnega branja, da sem prišla do tega, da tudi če sem se za 15 minut usedla pa brala, da sem res preklopila. Zdaj bereš, zdaj uživaš, ful je dober. Da sem lahko to nekako, s tem, da sem intenzivno delala na tem, sem mogla fokus usmerjati v to, ne. In je en kup takih refleksov, vzorcev, ki nas držijo. In pa že nekaj rešiš, ja, imaš še 5 drugih, ki te držijo, pa še tle malo nekaj sprostiš, tako da je pol to dolgotrajno reševanje. In je meni tle ful prav prišlo pa lih ta moja želja po raznolikosti, pa raznolike terapije, pa raznolike stvari brati. Pa sem pol eno stvar z eno terapijo lažje sprostila, nekaj sem z nečim drugim in sem tako kombinirala, da se je na več nivojih so stvari sproščale, da sem jaz lahko uživala, da sem lahko se polnila, da sem lahko sedela na kavču in gledala posodo in mi je bilo vseeno, ker to je bilo nekaj, jaz sem po horoskopu devica, boh ne daj, da je umazano, da je nepospravljeno, da je neurejeno. In pol, ko imaš otroke, ki en prinese nekaj, pa drug prinese nekaj drugega, to lahko konstantno samo prelagaš, zlagaš in je preveč. In meni je bilo tako, kaj si ne usedem na kavč, če me tuk mot, tamle, če me mot, če mi fokus krade, jaz ne morem uživati le v knjigi, jaz grem pospraviti, pa bom šla pa brati. Ampak pol berem samo 5 minut, recimo, kar je pa premalo za napolnice, ne. In sem se učila prav tega. Zdaj pa sediš na kavču in glej tisto posodo in vse en ti je in počakala bo, da je tudi to šlo čez. Take stvari se pol učiš, bi rekla. Si pa prejle to empatijo, pa ta naš dajanje. Zelo smo v to, kaj bom jaz zdaj dala drugim, ne sebi. Kdo sem jaz, da bom jaz zdaj sebi dajala? Zdaj pa po mojem bi se dotaknila tega temelja, kaj je pri izgorelosti problem. In je to pomanjkanje ljubezni do sebe. Zelo šibka ljubezen do sebe. Dejansko si v tem, da ne verjameš, da si vreden, ne verjameš, da si ljubljen, da se imaš lahko sam sebe rad, kaj drugi. In je potem to konstantno, da jim bom pomagal drugim, da se ne bodo tako počutili. Bom jaz drugim dajal pozornost pa ljubezen, da se ne bodo tako počutili. Pa bom jaz drugim dajal, da bodo oni pol meni dajali ta občutek, da sem vreden, da sem nekaj naredil, pa me bodo pohvalili, pa me bodo radi imeli, če bom jaz njim nekaj dal. So ti vzorci bolj, ker. Potem je pa še ta, če smo zdaj res v tej empatiji, da čutimo druge. Sprav, ko ti čutiš, da je drugmu težko, ti to čutiš, da je to tvoje. In ti se čutiš, da moraš rešiti ta problem, ker ga čutiš, da je tvoj. Prevzameš. In jaz sem tukaj imela ogromen ta problem, ker sem vse nalagala nase. Jaz sem kar vse dala, da je vse moj problem. Pa če je bila ena teta tam iz Maribora, ne vem kje, ki mi je pač pisala po nasvet, jaz sem to je zdaj moj problem. Ker sem čutila njeno stisko, je ta stiska bila moja, se pravi, moja stiska je moj problem, jaz moram reševati. In pa se tega ful nabere, ne? In pa imaš v službi, imaš otroke, za katere skrbiš, ti otroci imajo učiteljico, vzgojiteljico, po možnosti 2, imajo še kakšnega izvajalca, kakšne dodatne strokovne pomoči ali pa svetovalno delavko, ko mora vse to urejati, pa imaš 2 starša. In jaz sem želela vsem pomagati. Dajmo mi za tega otroka vsi skupaj imeti neke nasvete, kako bomo mi vsi skupaj delovali v dobro tega otroka. In pa pri nas je recimo, če gledam vrtec, normativ 25 otrok na teden. Prej, ne bom govorila, kako je zdaj. Ampak 25 otrok, se pravi, jaz sem že na te otroke fokusirana, vsak s svojimi izzivi, pa imaš to od cerebralne paralize do navadne artikulacije, do neke težke jezikovne, do Downovega sindroma, pač že vsaka težava sama po sebi je ogromno. Danes pa mislim, da vsi pedagogi vemo, da imaš v razredu ali pa tako, kot da delaš dodatno strokovno pomoč, izjemno raznolikost težav.
in poznati vse, kako do koga se moraš obnašati, pogovarjati, da ne boš narobe za njega delal, ker je pač drugače za cerebralca kot za nekoga, ki nima cerebralne paralize. Pa potem je za avtizem spet moraš malo drugače paziti, pa imaš vmes še tiste, ki rečemo, da nimajo izzivov, je pač ogromno tega. Potem pa dodaj, da hočeš še staršem pomagati, pa dodaj, da hočeš še komunicirati z vsemi, ki sodelujejo v procesu, in jaz sem si tega nabrala pol ogromno. Pa sploh še nismo prišli do tega, da imam še družino doma, pa sorodnike, pa sebe, pa prijatelje, pa ko sem še s Facebookom, Instagramom želela jaz to zelo preventivno delovati širše. Ja, cela Slovenija je na koncu bila moj, jaz moram to pomagati, jaz moram rešiti. Potem pa še ta pritisk tega, logopedov je premalo. Premalo se dela, naraščajo težave, pa ni bilo ravno veliko nas, ki smo delovali na spletu, ne? Še nekdo je kaj začel, pa je potem zmanjkalo energije. In sem kar čutila to, jaz moram, ker ne bo noben. Nisem noben. Ja, taka je bila moja podzavestna ta. Jaz moram, ker očitno ne bo noben. In pa tudi ta, če jaz ne bom, potem bodo vsi brez pomoči. Pač greš v ekstreme s temi podzavestnimi stavki, ne? Sej, ko bi jaz v tep na glas rekla, oh my god, Nina, itak da ne moreš ti skrbeti za vse, ne moreš ti imeti, zdaj pa ni tvoje, bi se jaz znala tako pomeniti sabo. Ampak podzavestno so pa tako močni, tako udarni ti stavki, da so res pač v ekstreme in živiš v tem duhu, pa niti mogoče ne zavedaš, da živiš v tok skrajnosti. In je pa težko ven iz tega prijeti. In je preveč zadati da boš nekaj dal, to pa ne. In tudi, ko si recimo v tem s prijateljco, pa ima prijateljca isti problem, za njo imaš komot na svete, pa komot ti rečeš, ne, daj res si moraš vzeti čas zase, daj pejt, daj res nared, daj pejt, jo ful spodbujaš, ful čutiš, da rabiš to. Ko ti bo nazaj isto rekla, sej okej, sej bom, sej vem. Svojih lastnih besed ne znaš zase uporabiti, ker si toliko v pomanjkanju ljubezni do sebe, ker toliko zajadraš v to, da si nisi vreden, sej nisem vredna. Tako da se tle, ker je pa treba res te vzorce, v bistvu pač to bistvo, to lastno vrednoto, v bistvu to, da imaš pač naslovitno. In pa, ko pač dviguješ to, da si vreden, da si ljubljen, da imaš sam sebe rad, pol tudi lažje se usedeš, pa narediš nekaj zase, ne? Tudi lažje gledaš tisto posodo, ker bodi posoda tam, jaz imam sebe rajška tebe. Ja. Še to. In so, bom rekla, to kar zelo težki premiki. Res je. Mislim tudi, če bi jaz zdaj te rekla, ti nimaš sebe rada. Boš ti tako, pa dobro, no, seveda se imam, saj imam vse, pa imam, ne, si kar tako, no, kaj se nimam, ne. Je težko to sprejeti, res, da ne, nimaš se. Če to pa to delaš, oprosti, nimaš se. Ker če bi se imela dovolj rada, ne bom rekla, da se nimaš nič, ne. Če bi se imela dovolj, ti ne bi tega počela sama sebi. Ne bi ti tega počela svojemu telesu, svojemu umu, svoji duši. Če bi se imela več rada. In to je bil meni zelo, zelo težak, težko delo. Zelo tako težko delo. Pa se niti ne spomnim točen, kje sem, bi rekla, prvič dobila nalogo, da moram zdaj to nekaj s tem. Ampak okej, rečemo, ali en terapeut nekje v procesu je bila naloga, postavi se pred ogledalo, poglej se v eno oko, zato, ker če se gledaš kao v oči, v obe oči, greš manipulirati in skačeš in se ne gledaš dejansko v oko, ki je pot do duše. Se ne pogledaš res v dušo, ampak če gledaš tako, zdaj bom pa kao v oba očesa se gledal, ne? Hočeš zmanipulirati in gledaš nos in gor in dol in ne vidiš sebe v dušo. Če pa se fokusiraš na eno oko, gre pa tam ful bolj pogled
direkt vase, direkt sebi v dušo se gledaš. In si 10-krat reči, rada te imam. To je bila meni tako težka naloga, da je noro. Že v tem, da se mi je kar grlo zakrčilo, veš, jaz ker nisem mogla iz jezika ven spraviti, rada te imam, besede so, nič tazga niso, nič posebenega, pa to je ljubezen, sej ni nič slabega, halo, sej ne, da se zdaj, ne vem, hočeš z nožem prerezati, ne vem, kje je vse, ti zdaj, da si boš rekla, rada te imam. Meni je šlo prvih 5-krat na bruhanje. Tok je bilo, fizično tok. tok je bil problem v bistvu, da je to, da jaz sebi rečem, rada se imam, je tok, ne vem, v čudnem prostoru nekje, da je meni bilo slabo, da je šlo meni na prav res na bruhanje. Je bilo treba kar veliko, probej, sam delaj, pa jokaj, pa okej, se ne vem, poskušaj nekako, da ne da bruhaš, ampak da dovoliš, da zaznavaš, da čutiš, kje v telesu se ti je zdaj to tok problem naredil, ne. In potem sem začela opazovati tudi, da meni je zelo težko nekomu tako reči, rada te imam. Tudi za svoji 2 hčerki sem potem, in takrat mi je bil pa ful alarm. Ampak ti še malim 2 težko rečeš, ko gremo spat, pa je bilo tako, okej, mož čisto isto mimogrede, ajde, bomo šli pa spat, rad te imam, in jaz tako prav, daj reči, rada te imam, sej, ko pa je to kaj tazga, ne? In mi je bilo grozno težko in mi je ful bil takrat pa alarm, da res je tle problem. To bo treba še na različnih tehnikah, različnih terapijah naslavljati, da se to sprosti, da si lahko sama sebi rečeš, rada te imam, rada se imam, pa da se objameš. Meni je dotik bil zelo problem. Prav fizično, mislim, jaz tudi nisem marala objemati. In potem sem prišla do tega, jaz tudi sebe zelo ne maram. Jaz sem vedno bila v dolgih hlačah, dolgem puloverju, že avtomatsko, da tega stika ni bilo. Ker mi je bil senzorno premočan ali pa naporen ali pa to. Tako da jaz sem še poleti marsikdaj bila ful rajš tako v pajkicah ali pa nekih. Zato, da ni bilo dejansko stika kožo na kožo. In še to pa se učiš, pa da je prijetno priti do tega, da sploh ti je, da dovoliš, da je okej. Pa do tega, da ti je to ljubo, da ti je dotik sam sebe izraz ljubezni. Pol šele gremo v to, da dovolim objeme in uživam v objemih, ne. Mi smo pa tudi pogosto naučeni, da za rojstni dan je treba vse polubčkati, poobjeti in tle pol jaz sem vsakič šla preko sebe, ne. Je veliko tega, ko greš preko sebe, ne. Ko rečeš ja, oziroma narediš ja, čutiš pa ne vseb. Ja. In tukaj sem jaz imela velik izziv s to empatijo, ko sva prej govorile. Jaz sem tle zelo močna v tem čutenju, kaj čuti druga oseba. In zdaj, če bom jaz tebi rekla, ne želim objema, boš ti padla v zavrnitev, pa v neke težke občutke, kaj sem jaz zdaj tebe zavrnila, in jaz to čutim. Se pravi, karkoli naredim, imam težka čustva, imam problem. In sem se naučila, da mi je velikokrat lažje prenesti to, okej, tistih par sekund objamem, čau, grem, kot pa to težko energijo tvoje zavrnitve čutiti, ne. Sem se pa šele pred kratkim, v bistvu z raziskovanjem tega, naučila razlikovati, kaj je moje, pa kaj jaz kopiram od drugih. Jaz 30 let nisem razumela, da 90% stvari, ki jih čutim, sploh niso moje. In pa ne moreš, ne vem, to sprostiti ali pa biti, ne vem kaj, sproščen, karkoli, če ti misliš, da je to vse tvoje, da to vse nekaj iz tebe izhaja. Jaz dejansko res nisem razumela, prepoznala, da če sem jaz zdajle tečna, na primer, ali pa, okej, bova dali drugo skrajnost, da sem v nekem žalovanju, kar naenkrat sem v žalovanju. In mi je grozen, pa ne vem, od česa, okej, nekaj je strašno narobe, sem jaz nekaj narobe naredila, ali ne vem kaj, v glavnem jaz samo v tem občutku sem, pa nimam pojma in se čutim, da je z mano nekaj narobe.
Ker nimam jaz za kaj se tako počutiti, pa se tako počutim. V resnici si pa ti včeraj izgubila kužka in si ti v žalovanju. Ampak jaz ne prepoznam, nisem prepoznala, da sem to delala. Ne? In pa ne moreš, v redu je žalovanje, ni to moje, pojdi stran. Ne moreš tega narediti, če sploh ne veš, kaj delaš. To mi je dal human design. Poznavanje mojega human designa mi je tle odprlo zelo veliko to razumevanje sebe, kako delujem in tudi to, da to s tem ni nič narobe. Jaz sem velikrat, se mi zdi, da slišala, ko mi je šlo kaj na jok, ko pač trenutku začneš jokati. Kaj pa ima to veze s ta, ko pa se cmeraš, kaj pa je sam film. Pa preveč občutljiva si. Kaj si toliko občutljiva, saj to ni nič tazga, to ni ne vem kaj. In po možnosti od ljudi, od katerih sem to prevzela, pokazala. In se pač pol naučiš, da je s tabo nekaj narobe, če se tako počutiš. Ne? Tako da mi je pol human design zelo pomagal pri tem, kdo jaz sploh sem. Ker sem se toliko ujela v to delam za tebe, to delam za unga otroka, to delam za moža, to delam za hčerko, to delam za uno teto tam iz Maribora, nekje, ne vem kje. To delam za teto od tasta, to delam za unga, to delam za tretjega, to delam za ratunga. Kaj pa delaš zase, iz svoje želje? Kaj sploh je tvoja želja? Kaj si ti sploh želiš? Ali delaš ti logopedijo zaradi tega, ker je to potrebno, ker je iskano, ker to zdaj ljudje rabijo? Ali ti res čutiš to logopedijo, recimo, če gremo to, ne? In zakaj ti delaš? Kaj je res tvoje? In to iskanje tega, kdo točno sem, kako točno delujem, pa kaj je narobe in kaj je prav zame, konkretno zame, ker pač nekaj, kar je zame prav, zate ni. Tako. In je pomembno, da se poznamo. Mi smo pa učeni, vsi smo isti. Vsi smo isti, vsi moramo isti biti, vsi moramo isto znati. In če ti 5 ljudi okoli tebe reče, da je to brez veze, si občutljiva, si ne vem kaj, to ni prav, to ni v redu, ne smem tega delati, ne smem tako delati. In tvoje neke notranje vzgibe konstantno zatiraš, jih ubijaš. Zelo mi je lepa ta primer tega, da če se nas 5 kolegov zbere za kosilo, pa rečemo, da bo vsak nekaj prinesel. Koliko je brez veze kosilo, če vsi juho prinesemo? In to isto juho. Kaj s tem kosilom? In koliko drugače je, če vsak en del jedi prinese? Če en prinese juho, drug prinese meso, tretji solato, četrti sladico. In po možnosti, če bi vsak skuhal točno tisto, v čemer je najboljši. Nekdo, ki dela top sladice, pejte ti sladico delati, prosim, pejte ti sladico delati. Ne, una Franska tam, ki ne želi nobenega sladkorja nikjer, ne bomo njej sladico delati. Ne, koliko bi bilo krasno, če bi mi vsakmu iskali, čem je res dober. In dej tisto prines na pladen, ne pa iskali vseh isto. In s human designom, z raziskovanjem, ko mi je nekdo nekje črno na belo napisal, to je tvoje, to si ti, teoretično, a si res, ne? Ja. Zate je najbolj prav, da si točno taka. Zate je najbolj prav, da to narediš točno tako pa tako. Meni se je pač res svet odprl. En primer tega je, po human designu imaš sicer več različnih teh, kaj jim naj rečem, postavk. Pa neki so centri, pa neki je aura, pa neki so profili. Pa je kar široka zadeva, lahko sam sebe kar dolgo časa iščeš, raziskuješ, proučuješ. Se pa tudi zelo poudarjali to, kar boš tle prebral, lahko vzameš ali pa ne. Tle ti ne piše, to si ti, ampak naj bi bil ti tak, zdaj pa razmislila si ali nisi, ne? Ali pa, mogoče v prvih 20 letih ne nisi, pa se ti pa odpre ta način razmišljanja. No, in jaz sem, glede na profil, se reče 2-4. In 2 pomeni, da si samotar, da zelo, zelo potrebuješ biti sam. 4 je na drugi strani pa družbeni metulj. Pač kako kontradiktorno. In
mi je human design povedal, ja, oboje si. Tako, jaz sem pa ves čas črno-belo, a sem to, a sem tisto. A sem rada v družbi ali nisem rada, kaj zdaj? A rada predavam ali ne rada predavam? A imam rada ta Instagram ali ga nimam rada? Kaj zdaj? Meni je bilo to toliko mešanih, ker sem dejansko en teden bi jaz lahko na Instagram dala pa 50 storyjev komot, pa 15 objav, pa ni da ni. Malo naslednji teden bi imel tako, kjer ljudje, živce mi gre vse, sam da vidim, da so neki ljudje, pa to, ne? In me je zelo begalo in mi je zelo težko bilo delovati, ker nisem vedela, kaj si zdaj. Ti je kul to delati ali ti ni. In nisem sploh dopuščala možnosti, da ja, enkrat ti je, drugič ti ni in je to okej. In bi ti mogla se poslušati, danes mi je, ja, danes mi pa ni. In okej, danes ne bom, ker mi ni, bom pa takrat, ko mi je, pa toliko več dala. In tudi ta dvojka, ta samotar, jaz sem tako nekako živela v tem, mislim, tudi nekako izobraževanje peljemo tako, da smo družbena bitja. Mi si želimo družbe, mi si želimo družiti. Kaj zdaj s tabo, da ti bi bila pa zdaj sama? Ti bi pa zdaj rada bila, da ne vem, mož pobere otroke, pa grejo za 3 ure, kaj s tabo narobe? Jaz sem v tem pol se. In da je to narobe in da to moram spet tuškati, pa ne. In jaz sem si pa v 30 letih nabrala izjemno malo ur samote. In pa, ko sem zdaj do tega prišla in sem rekla, aha, okej, zame je prav, da sem sama, moram biti sama, ker ni bilo dost. Pa ker ni bilo dost. Pa ker ni bilo, tako kot s knjigam. Ne? In še danes mi je, ko vidim, da okej, ta teden, ponedeljek imamo to, torek imamo ono, ja, v sredo bom mogla sta malo na sistematiko, bomo cel dan skupaj, tako meni je že ono, jaz bom sam 2 dni lahko sama dopoldne toliko časa. Toliko, ko sem dala na plano, se je pa pokazal tak manjko, da ga je pa težko nahraniti. In je tle, toliko se mi zdi, da je pol res fajn, da za sprot podelaš stvari, ne? Za sprot si daješ užitke, za sprot si daješ dopust, ne da čakaš avgust, 1. avgust, 14 dni, sam takrat lahko jaz zdaj malo sem dopustniški, ne? Zato pa pol takrat ne zmoremo sploh ne uživati v tistem, pa čist nas, ne vem, se mi zdi, da položi, ker za sprot ne filamo tega kozarčka energije, ne? Sam praznemo. Doskrat pa tudi takrat lahko zbolimo glih na dopust ali pa tako. Ker si dovolimo malo sprostiti, ja pa vse pade, pa se pa vse sesuje. Tako da ja, to, da sem hkrati rabim biti sama, po drugi strani si pa želim, ne vem, da 100 ljudem predavam brez problema. Ja, oboje sem jaz, oboje je moje in okej je, da si želim biti sama. To so bile take, velike. Pa to, da čutim druge ljudi in 3/4 tega, kar čutim, ni moje. Ampak bolj naučiti se to spuščati, prepoznavati je tudi kar težko delo. In zdaj, ko vidim pri hčerki, je tudi njo to zelo težko naučiti. Je to njej zelo težko prepoznavati, ne? In smo že kot otroci si v bistvu tega zelo veliko nabrali, ne? Ja, in je pol to začistiti. Veliko. Super, da ozaveščaš in v bistvu delaš na tem, no. Mi zdi velike premike, mogoče se ti ne zdijo, so pa zagotovo veliki. Ja, je veliko, si pa me pa še toliko bolj zadane, ker si pa enkrat mislim, a nisi že toliko naredila, zdaj pa isto napako delaš. Iste neke probleme, ampak ja, včasih rabimo malo večje preizkušnje, da se nekaj res naučimo. Sem se pa tudi tega učila, da vse, kar pride v mojo smer, je v moje dobro. Mogoče tisti trenutek se mi zdi grozen, ampak zato je prišlo, da bo nekaj širše dobro se nekje naredilo, ne. Sprav, tebi je najbolj ta mešanca terapij, si rekla, od human designa do nevromehanike, do postavitve družine, čeprav vem. Tudi, ja. Ja.
Mislim, pa verjetno to, da imaš podporo tudi moža in tistih, ki si rekla, ne, da veš, na kam se obrniti, če imaš take trenutke, kot ti je težko. Ja, jaz sem bila tako prej pred leti, bi rekla, zelo tako, jaz nobenega ne rabim. Jaz se ne bom nobenemu odpirala, ker ko se malo odpreš, je to prostor, da ti nekdo zarije nož v srce, v hrbet. Meni je bilo vsako to odpiranje mene prevelik potencial za to, da sem ranjena. In sem se zelo, zelo zapirala. V bistvu še tako bi rekla, da pred možem se nisem zmogla res 100% zdaj tle prepustiti, odprt, zaupati. So vedno bile neke stvari, kjer sem malo držala to mejo za ziher, da jaz zavarujem sama sebe. In pa, če greš v to, ja, zdaj pa, da bi šel k nekemu psihologu ali pa na neko psihoterapijo, ne bom jaz tam se razgaljala pa nekomu, komu sploh ne zaupam, ne vem, a mu lahko zaupam. In je meni tako, saj ne rabim. V redu je, saj ne rabim. Pa ne vem, jaz mislim, da je nekako moja druga hčerka prinesla nek val energije čist druge in sem med nosečnostjo zelo ratala dovzetna, odprta za različne tehnike, terapije, kaj v svetu že različnih stvari obstaja, ne tudi zdaj, da samo obstaja psihoterapija, pa pač psihologi, psihiatri, in če rabiš nekaj na duševnem področju reševati, moraš iti tja. Da ne obstaja samo to, da lahko najdeš malo morje nekih možnosti, kako si tudi sam že lahko kaj pomagaš. In mi je bilo kar treba tudi malo graditi to zaupanje, da k tisti osebi, h kateri bom šla, je vredna zaupanja. Tle sem imela zelo, zelo problem, bi rekla, ne. Zdaj pa kar tam po internetu nekoga poklikati, pa se naročiti, pa. In je tudi težko, ko že prideš s to energijo nezaupanja, ja, ne boš ga mogel vzpostaviti, ne. In sem potem, ko sem malo raziskovala, pa brala, pa ko srečuješ določene ljudi, začela malo več tega čutiti, kako koga čutim. Kako koga res, s tabo mi je pa toliko dobro govoriti. Pa pol tam nekdo drug bil, s to žensko jaz na kavo ne bi šla, kaj šele, da ji predam neko moje bolečine, neke rane gor dol. Tako da sem znala že to bolj začutiti, kam pa iti, da bo tam pa res varen prostor. Mogoče mi lažje bilo to, ko sem hotela, pri otroku neki vidim izziv, ta pa ta, grem jaz zdaj pa na recimo MNRI terapijo, bom jaz peljala mlajšo zaradi tega pa tega pa tega. In sem pol videla, kako je terapevtka, kakšen odnos je imela, kako sem se tam počutila. In pol, ko je prišlo ven, da ona tudi z odraslimi dela, ja, tja bi pa šla, k tebi pa grem. In da sem tako malo to preko njiju v bistvu prišla. Ker itak lažje nam je, za naše otroke bomo vse naredili, za naše otroke bom tja peljala, ga bom tja peljala, pa ga bom sem peljala. V bistvu bi pa sebe mogli peljati in bi posredno potem se to na otroku tudi marsikaj kazalo, marsikaj se popravilo. Ampak ajde, jaz sprejmem, da to je bila ta moja pot v ta svet bolj zaupanja določenim ljudem. In grajenje na tem, da pač če mi nekdo že od začetka ne rezonira, če mi že od začetka nekaj ne štima, pa je lahko krasna oseba. Ja, pač ne zame. Isto kot jaz, kot logopedinja. Ja, nisem za vse. Ne hoditi k meni, če ti nekaj pri meni ni kul, ker ti pol cel moj proces ne bo kul, ti moj način dela ne bo kul, ne bo rezultatov, ker bo tle ena tista, kako to Nina teži s tem, pa kako to dela, pa to je meni brez veze. Ja, sej delamo, ampak to je brez veze. Pa ne, dej pejt k nekomu drugmu, ki dela bolj na način, ki te odgovarja, ker takrat je lahko premik. Pač, ja, to, kar sem rekla, če jaz grem k tebi s tem, ne zaupam ti čist, nič ne bova naredile. Pa me lahko ti magična vprašanja predaš, pa ne bova nič naredile, ker jaz ne bom spustila, ne bom pripravljena, ne bom se mogla povezati s tabo. Ko pa ti greš na terapijo,
ki te res pokliče, ko ti greš k terapevtu, ki te res pokliče, boš lahko res naredil en velik premik. In jaz mislim, da ne pokliče vsaka terapija vsakega enako. Tudi pri sebi sem opazila ena terapija v enem obdobju, pa me pol sploh ne, pa me ena druga bolj, pa me pol tista, pa si mislim, ne vem, ki si omenila postavitev družine, zdaj že 4 mesece nisem bila in sem kar tako, daj, jaz bi šla, ne, dej, gremo, ampak nekako spelje življenje tako situacijo, da ne grem. Mi je sicer zanimivo pol opazovati čez par dni, ko se s kom pogovarjamo, kaj je bil, ja, je bilo to, pa je bilo to, pa je bilo to, še dobro, da me ni bilo. Veš, gremo in sem pol, zato so se situacije pač nekako tako poklopile, da nisem mogla iti, ker pač zame ne bi bilo toliko uporabne vrednosti, če bi takrat šla. Pa to še ne pomeni, da je postavitev družine brez veze. Ampak kdo, kdaj, kje, tako zelo spet to čutiti sebe. Ne zaradi tega, ker je pa Nina rekla, da je pa postavitev družine top, ne zaradi tega iti. In sem tudi videla, zdaj v zadnjem času je malo več govora o teh terapijah, drugih terapijah. Mogoče ajde, konkretno postavitev družine. In več ljudi gre. Ampak kaj se zgodi? Preveč ljudi pride s kar nekim visokim pričakovanjem, pa potem ni premika. In je potem, so kar neke težke energije, veš, ker če nekdo pride pa želi nekaj preveč, hkrati pa ne zmore biti pripravljen toliko sprejeti, kot bi lahko, ne moramo mi, pa če nas 30 tam dela v ta namen, ne moramo narediti premika in je zelo pomemben res ta, ok, pripravljena sem, gremo to, gremo all in, se odprem, bom naredil nek premik zdaj tle, da lahko se nekaj premakne. In sem pa jaz zelo tako raziskovalka in je tudi tako, ni spet to za vsakega, da bo pa več različnih terapij probaval, ne, to je moje. Tudi mislim, da ni ne toliko upoštevati tega mojega nasveta, da zdaj pa veliko naenkrat, jaz pač dejansko sem šla full all in, ko sem enkrat prišla do tega, to zdaj treba urejati, bi jaz napolno, jaz bi veliko in mene je marsikdaj to polnilo energijo. Ko sem jaz brala v Human Designu, jaz sem lahko prebrala celo knjigo Human Designa v enem dnevu in nisem bila utrujena in ni mi bilo treba iti 5-krat spat ali pa ne vem, razvleči eno knjigo na en mesec. Jaz sem, ko je mož prišel domov, jaz sem tako, dej posluš, tole in je me dejansko napolnilo. In je prišel kakšen komentar, ki je vmes, ja, dej počas, dej se umir. In sem tako, če to mene napolne, če to mene razveseli, če sem potem boljš, ja, bom. Ampak se moram pa ves čas, opazuj se, a je res ali ni, pa loviti, ja, to mejo, kdaj pa, ker včasih tudi dobrih stvari. Je lahko preveč, si moraš vzeti potem čas za počitek, malo za regeneracijo pa te stvari. Nekaj drugega sem še hotela povedati, pa mi je misel ušla. Kar je počas. Če bo prišla nazaj, bo drugače pa. Je bilo tako namenjen. Zelo mi je blistuno to, ker se mi zdi, da se zelo vračaš k temu resničnemu poznavanju sebe, to, kar te res pokliče. In to je bilo tudi pri meni v bistvu ime podcasta Poslušam sebe, kar mene v tistem momentu pokliče in to, no, to se mi zdi pač blazno zahtevna naloga, se res poznati sebe in to ti tako lepo opisuješ ta proces poznavanja sebe in kako gremo velikrat na žalost prek tega. Ta izkušnja izgorelosti je bilo v bistvu to, daj ti sebe malo spoznaj, kdo ti si. Pa daj, kdo ti si in se imej rada. To bi rekla lekcija te moje izgorelosti, daj malo pejti pogledati, kdo ti res v resnici si in koliko si se ti ustvarila tako, kot so drugi želeli. In ugotoviti, da če boš taka, kot si, te bodo vseeno imeli radi, mogoče še bolj, mogoče še lažje, ker mi smo prišli na svet v določeni obliki z določenim karakterjem zato, ker točno to svet okoli tebe rabi. In če ti nisi to,
ti v bistvu tudi svetu okoli sebe ne daješ ta pravih stvari, ki jih oni rabijo, ker so v tvoji družbi zaradi tega, ker rabijo to, kar ti lahko daš. Mi se pa učimo, ne biti taka, ne tako povedati, ne tega. In v bistvu hočeš zelo pomagati, pa na napačen način pomagaš in pol tudi tista oseba od te tvoje konstantne pomoči, pa želje po pomoči, pa tem, da pomagaš, v bistvu nima nič, mu mogoče celo kakšno škodo, ki je delaš, ker ne daš tistega, kar bi rekla, sta si duši zmenili, da si bosta dali. Ne? In sem tudi tle, na začetku na postavitvi, pa mi je ta moderator včasih kaj tako kakšno spustil malo težko. Halo, kaj? Okoli te moje pomoči, pa to, da želim neki drugim pomagati. Pa a ti misliš, da njim res paše, da jim ti tle pomagaš? Ja, valjda, nismo za to na svoji poti, ne? A ti res misliš, da njemu paše, da ti zdaj rešuješ neki njegov problem? Če je to njegov problem, ki ga mora on rešiti. On si je zaželel ta problem, da ga on reši, ne? Da boš ti zdaj tle neki, In je bilo to zelo težko slišati, pa zelo težko je to šlo v neko sprejemanje. Pa stopnička po stopničko sem prišla zdaj do tega, da mi je zelo lažje spustiti, da je pač tam nekdo zdaj joka, pa je žalosten, pa mu je težko, ker razumem, to je njegova v bistvu izbira, njegova pot in jaz tle pa res nisem nihče, da bom pa to pot po svoje hotla kontrolirati pa voditi. Tle mi je recimo zelo velik izziv biti delati v vrtcu, ker pač veliko otrok v vrtcu joka in jaz čutim, da joka, in se slišim, da joka in čutim, zakaj joka. Ampak smo mi vsi in sej jim ni nič hudega, sej jim je vse v redu, pa sej kaj jaz misliš, da je ta vzgojiteljica grozna, pa to vem, da ni ona grozna, vem, da se mu ne dogaja dela nič groznega nasilja, bla, 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 ampak njegova stiska je še vedno realna, še vedno njegova stiska tam je in še vedno jo jaz čutim. In mi je bilo zelo težko hoditi gor pa dol po hodniku z vsemi temi stiskami, ne? Ko mi je pa uspelo iti malo preko tega, da njegova izbira je tudi ta vzgojiteljica, če je mogoče kakšna, ki je bila meni, pa tam si, pri njej si. Ja, je z razlogom tam, je z namenom tam, oni imajo, pač ta skupinca so z razlogom tam, ni tvoje, da rešuješ pa posegaš v to pot. Pa mi je bilo pa tako, je pa če smo zdaj se srečali, pa že nekaj je moja naloga tle. Ni moja naloga, zdaj pa sedim pa gledam, pa brezbrižnost, pa to, ne. Sem šla pa veš tako v drugo skrajnost, ne. Kaj naj zdaj, vsak mu, ki vidim, da rab pomoč, ne smem, ne bom. Pa če vsem rada pomagam, če vsem sem človek, ki pomaga. Kako naj zdaj vem, kdaj grem, kdaj ne grem, to je naporno zdaj. In se mi je razjasnilo v tem duhu, da če čutim toplino, če čutim, tle bo tudi nekaj dobrega zate, pejt, ali pa če že grem, pa pomagam, pa čutim, da me samo izžema, da mi je težko, da mi je naporno, sej si prestopila mejo, si šla predaleč, ni tle tvoje za pomagati, se umakneš nazaj. Da opazujem sebe, kako se počutim, ko pomagam tej osebi. A me to polne, a mi je to okej, pa tudi osebo, a sprejema, ali ker neki ovire meče, pa to, ne. To mi je bilo težko, ko sem nekomu svetovala, pa sem to povedala, pa ti spovedala. Od njega se mi zdi, da je zelo tako dobila, kot da sploh noče pomoči. In mi je bilo noro, pa ti dam 5 stvari, pa že 5 stvari je bilo preveč. Pa ni, zaradi tega, ker ni moje zdajle v tem trenutku, da mu težim s temi mojimi pomočmi. Ali še ni na točki, ko bi zmogel to slišati, ali so neki drugi demoni v ozadju, s katerimi se mora ukvarjati. V bistvu noben ne ve, kje točno sogovornik nasproti nas res stoji, kakšna je res njegova situacija. Lahko se meni zdi, da je zdajle pa grozen, ker se z otrokom ne gre reševati teh šumnikov, ker je zame to zdajle pa grozen pomembno, če gre čez 2 meseca v šolo, dajmo zrihtati to. Mogoče ima pa ta mama v resnici veliko hujšo krizo doma, ki jo mora reševati, kot so ti bogi šumniki, ne?
če bi primerjala, če bi jaz vedela, recimo za njeno situacijo doma, bi še jaz rekla, ok, kar puste. Tako da, ko vidim, da nekdo ne zmore slišati nekih mojih nasvetov, si pa, ok, Nina, ali še ni pravi čas, ali pa ti nisi prava oseba za to pomagati. In da lažje spuščam to, komu vse jaz moram pomagati, pa ti moraš se pomagati, sebe poglej, je pa najtežje sebe. Sebe videti, sebe gledati, svoje rane gledati. Najlažje je, da jih imamo zakopane. To mi je neparkrat vmes bilo na terapijah, bi rekla, ko en šok, ko sem prevlekla na plano nekaj, kar nisem vedela, da obstaja. Veš, da se je neka situacija, ali pa neka čustva do nekje, do nekoga, da je prišlo ven, ker jaz sploh nisem vedela, da to obstaja. Ker sem toliko močno potlačila, pa recimo zadnja situacija, pa je bilo nekaj lepega, saj ni bilo toliko, ampak ker je potem bilo tega konc, sem jaz to tako zelo, dajmo to mi potlačiti, pa ne bomo se nikoli več tako odpirali, ker tleka si se, pa je bilo lepo, pa je bilo super, pa fajn, se je nekaj porušilo. In mi je večkrat bilo to težje procesirati, da neka stvar, ki se pojavi, pa ne veš, da je bila, kot pa neki, ja, vem, da imam tle problem, dajmo ta problem zdaj reševati. Ko ga že ozavestiš, ko že veš, da je tam, je že en korak kar dolg narejen. Pa vmes eni taki, bom, to je moje, to sem jaz imela, to sem jaz doživela, kje, kako. Tiste so bili pa pol kar par dni še, kaj, kje, kako, zakaj. Je pa tako zanimivo to odkrivati sebe. Ta misel je še prišla, zelo sem imela strah pred tem, da sem jaz slaba oseba. To, ki je bil ta tako res velik, se pravi, v povezavi s tem, jaz sem tam se zatipkala v letnici, jaz sem pa slab človek. To sem si jaz še te povedala. Zdaj si bo polna tetka mislila, da sem jaz tle pa nek slab človek. Pač sliši, vem, grozno, čudno se sliši. Ampak to sem dejansko tako delala, da če bom jaz nekaj narobe naredila, bo nekdo mislil, da sem jaz slab človek. Če bom jaz nekaj znorela, bo nekdo mislil, da sem jaz pa slab človek. In dajmo zdaj pa mi tuškati te neke jezne, kakršnekoli izbruhe, žalosti ali pa karkoli, ker če bom jaz zdaj pa tam nekaj znorela, bo ljudje mislili, da sem jaz pa kar zdaj all over me, cela jaz sem slaba. In si zelo nisem dopuščala tudi kakšnih temnih plati sebe spoznavati in dopuščati. In sem na eni točki tudi ugotovila, da je to, ko jaz neko jezo, žalost, te negativna čustva zapiram, jih ne izražam, da to tudi na drugi strani gre na veselje. In jaz tudi nisem navdušenja izražala, jaz nisem velikega veselja, jaz sem ratala zelo tako v neki tej sivi coni, vse pod kontrolo, vse v easy, ni unga nekontroliranega smeha, tistega joy, prav. Jaz tega nisem delala, ne? Ker pač, ko sem rezala spodaj jezo, recimo, se je tudi zgoraj odrezal ta, kako prevedemo joy, mi? Veselje, pristno, ampak je tisto res navdušeno, z voljo do življenja, ali pa da se res na glas zasmeješ. Jaz tega nisem delala in sem potem ugotovila, da v bistvu se je zelo tako v eni dolgočasni coni, nasmeški, toplin, to, sej sem vse dajala, ampak vse, kontrola. In še to zdaj razširjam, pa včasih tudi doma znorim, ker prej recimo, ne, bo pa zdaj otrok imel kakšno travmo, če bom jaz zdaj pa kje znorela. Ampak, da gremo to sprejemanje, pa tudi v razlago, zakaj se je to zgodilo, pa kako se počutim, pa zakaj se tako počutim, pa tudi to eno razlago. Danes se mi je to zgodilo, pa ono zgodilo, pa tretje zgodilo in sem bila že tako živčna, zdaj si mi pa še ti to rekla, pa nisem toliko nate jezna, ampak od celega dneva in da smo šli tudi doma zelo več v te čustva raznolika, zakaj se pojavlja, pa če je mami zdaj znorela nate,
To ne pomeni, da je res nate znorela, pa da si res Tako. ti nekaj narobe naredila, ampak veš, mama je imela vsega zdaj preveč in je to mi bila tista. In pa veš, tako kot ti zadnjič, ko si je bilo v šoli to, pa je bilo to, pa je bilo to, pa sem te pa jaz vprašala, če bomo danes, ne vem, ustvarjale z temperami, si pa znorela, ne? In sem ugotovila, da smo veliko, pa se toliko pogovarjamo o čustvih, pa vemo, pa v našem izobraževanju tudi, ampak veš, pa v praksi pa še zmeraj vidiš, da si pod kontrolo. Da smo učeni te neke, da je kontrola. In sem pa res spodi najdla ta, mene je strah, da bodo ljudje mislili, da sem jaz slab človek. Če bo ena napakca nekje, ali pa če bom na nekoga se nekaj zdrla, to pa zdaj pomeni, da sem jaz slab človek. In je to pa lažje koplješ po sebi, pa odpiraš neke stvari, pa kaj, ko si narobe naredil, da zmoreš sprejeti, ja, lej, ljudje smo, tisto sem tako Točno naredila, sej vem, da je bilo narobe, ni bilo okej. Ampak ja, gremo dalje, življenje je to pa to. Pa kar v nek ta, veš, da vsi drugi so pa popolni. Se mi zdi, želela sem, da Aha, povedala, prosti. se mi zdi, da pri drugem pa veliko lažje to sprejmeš. Okej, naredil je napako sam človek. Pri sebi je pa tisto, sem slab človek. Pri drugem pa pač, ja, itak, vsi delamo napake, logično, da je. Jaz pa ne. Samo jaz pa ne. Jaz pa ne. Ja. Jaz pa moram vse narediti na B pa 180% perfekcionistično in bolj veliko stvari tudi ne dam ven, mislim, nisem dala ven. Pa kaj pa če ni čisto prav, pa kaj če bo pa itek, ko se pa najde nek komentar, da nekomu pa nekaj ni okej, ne, veš, meni ful poruš pol, ne vem, bi ti meni rekla, ali pa ne, 10 ljudi bi meni reklo lepo, pohvalo, pa bo eden rekel, meni pa luči niso bile všeč. Zradiramo vseh 10, kaj je reklo, zradiramo celo vsebino, kjer pa luči neki niso bile, enemu tam okej, je pa zdaj, ne vem, ta cel podcast beden, brez vez. Ja. Ni dobro ratov, ni v redu. Tako zelo v te skrajnosti sem podzavestno hodila. Hvala, se zelo najdem. Tudi jaz delam na kakšnih teh vzorcih. Hvala, res, ker si jih tako lepo opisala in zajela in v bistvu ta mišljenja zadaj naslovila. Kaj je tisto zadaj, na čemer pol delamo. Kaj se ti zdi najbolj v bistvu, če nekdo trenutno je v kakšnih takih občutkih, ko si že prej rekla, da lažje nasvete drugim daješ, kot sebi in dostikrat rabimo glih tisti nasvet mislišati, ki ga damo. Kaj je tisto, kateri nasvet, kaj je tisto, kar bi dala nekomu, ki je v težkih občutkih ali pa mu je pač se bori? Veš, da sem ravno 2 dni nazaj dobila vprašanje in je še podobno in je še vedno neodgovorjeno, ker sem bila tako, nimam pojma, oh my God, ne vem, sploh ne vem, kaj. Še tako, ker se mi zdi, da imam dosti svežo to izkušnjo zdaj, ko res nisem sama ne vedela več, kaj naj sama sabo, da se bom potegnila ven. No in tudi že v tej, kaj 2 dni nazaj, že 2 dni razmišljam, kaj naj rečem, da bo njej sploh uporabno. In se mi zdi, da se ciklam v tem, da toliko smo si različni, da en nasvet, ki bi ga jaz zdajle dala, bo mogoče 5 uporaben, 20 pa en drek. Pa samo, kaj svetovno, to ne bom, kaj ne grem ven gost, nič ne bo. Veš, tako. Ja, čisto. In zelo klišejsko je to zdaj, veš, da vsak mora najti, kaj je tisti njegov plamen, kaj je tisti, ki ga prižiga. In če je to pač iti v gost, če je to se vležati na kavč, okej, če je to knjiga, če je to film, če je to kvačkanje. Ampak jim je pa tako, kar sem pri sebi spoznala, da nas v ene stvari bolj potegne, recimo v film, pa film ni tako dober v takih primerih, ker je preveč dražljajev in te še bolj znervira. Pa pol se zgodi recimo, ful dober je iti v gost.
Mislim, vsi bi mogli iti v gost, ampak imamo odpor. Nočemo ven, jaz ne bi tega, pa ni mi to kul, pa ne bo me, ne. Da se je pri kakšni taki stvari treba pa majčken potisniti. Daj sam pejt ven, daj si, 5 minut si daj. 5 minut probej se malo prsilt, bi rekla. Ker se včasih kar sami sabotiramo pri dobrih stvareh in se kar hočemo poriniti v slabo. Daj film bi šla jaz gledat. Jaz bi šla res film gledat zdajle. To mi res si to želim. Pa mogoče ni čist res, da si to želiš. Ker včasih imamo kar ta strah pred spremembo na bolje, ali pa kar strah pred dobrim občutkom, zaradi tega, ker nam je toliko nepoznano. In nam je bolj lažje bi se v tistem, poznanem dreku, bom grdo rekla, ker je poznan, pa vemo, kaj pričakovati, kot pa v neki, kar ne vemo, pa vem, da je dober, ampak še zmeraj ne vem, kako bo ta dober zgledal in ne bom, raj ne, ker ne vem, kako bo to zgledalo. Tle vsaj vem, na čem sem. In v velikih stvarih delujemo na tem. Rajš gremo v slab vzorec, ker nam je poznan. Kot pa. Tako da je tudi ta del, sam poslušati sebe, tako, ker tudi sami sebe znamo poriniti v slabše. Mogoče bo lažje to na primeru hrane. Ja, itak bi šli v sladkarije, ne? Ampak sladkarije nam ne bodo dvignile energije v tem načinu, kaj jo rabimo, ne? Zdaj, okoli hrane sem jaz tudi imela je hrana zelo, zelo pomemben člen pri izgorelosti. Da prideš do nje in tudi kako pol ven plezati. Zdaj ne vem, koliko sploh midve imava še časa in vsega, da ne zajadram preveč v to. Tako kot pač pri hrani, bi prej šel v sladkarijo, pa bi prej šel v pekarno nekaj na hitro kupiti, kot si skuhati, ne? Pa bi bil s tistim kuhanjem veliko boljši, dolgoročni učinek, res milijonkrat boljši, kot pa da greš v pekarno, ne? Tako, malo je treba kakšno stvar se tudi prisiliti, ker res veš, da je dober za nas, da je dober dihalne vaje, da je dober iti v gozd, da je dober iti hoditi, ampak spet hoditi, izgorelost. Jaz sem imela v začetku dneve, ko sem naredila 20 metrov in je to bilo vertik, čau, ne morem več, grem nazaj. Pač vsaka stvar, ki jo rečeš, ima, ampak, pa če je to, pa če je tisto. Težko vprašanje. Težko vprašanje. Saj si tako ta plamen, ki ga je treba pri sebi tiskati pržiga, pa mogoče to, v tem sem se zelo našla, no. To, da včasih res tisto, kar nam je znano, čeprav pač ni najbolj zdrav vzor za nas, da pogosto, na žalost. Pač moramo pol sami ugotoviti, pa probati mogoče spremembe, pa včasih to ne zgleda tako, kot smo rekli, da pač si lepo povedala na začetku, da to ne pride čez noč, tako tudi te spremembe. Kapljica po kapljico. Ja, je zelo to plezanje ven, ko si toliko v neki jami, zelo v jami, ko bi rekla, ko si v nekih depresivnih res vodah, je to plazenje na plano res izjemno težko, ker nimaš kapacitet sploh in že nekaj malega narediš, pa te toliko trudi, da si pol misliš, da sploh ni bilo nič od tistega, ne, in obupaš s tistim načinom reševanja, recimo. Vidiš, zdaj se že moj star vzorec vklapla. Nina, pa moraš jim nekaj konkretnega. Ne, super, meni je pa glih to všeč, da včasih tudi odgovor ne vem, pa ker smo si toliko različni, da pač vsak najde nekaj, kakor si rekla, kar je zanga, kar je njemu. In včasih je najboljši, pač vsak ima svojo pot, svoj proces in en stavek se mi rola. Ja, kar Da povej. na kakšni točki je pa tudi treba si tako reči, zdaj pa vse spustim, pa naj se Tako. zgodi, kar se mora. Evo. Obsedim in
No, ajde življenje, kaj. Veš, tudi če malo že cinično se sliši, ne, ampak je tako, ok, evo, ne morem na šiht, ne morem tistega, ne morem tega, ne morem ne vem kva, v redu. Prav, spustim vse, ta kontrola je naš največji problem, ne, ker hočemo vse pokontrolirati, ok. In se ustaviš in si pač rečeš, kaj najhujšega se pa sploh zdaj lahko zgodi, ajde, bring it on, pa dejmo, ne, kaj lahko še hujš. Včasih tudi kaj tazga, tako, jaz sem videla, da včasih so mi eni stavki, eni nasveti ful, da me kar v jezo, totalno jezo sprav. Včasih sem videla tako, pa se kar nasmejo, pa ja, točno to. Tako da ja, iskati ljubezen do sebe, iskati ljubezen do malih stvari, iskati tisto, kar ti je malo užitek, kar ti prižiga to energijo, kar te napolne in se vprašati res, ali res moram posodo pomiti, ali res moram zdaj tja pelati, ali res moram na tisti dogodek, ali res moram na praznovanje, ali res moramo cunelikati, da se tako, kaj zdaj, a je res to treba? Zakaj to delam, če mi dela tako stisko? A lahko kdo drug to naredi? To sem tudi jaz včasih, veš, ker so mene ene stvari težke in jih sploh nisem hotela nekomu drugmu, ker sem mislila, če je meni težko, je tudi tebi težko, ne? Pa mi pa mož reče, pa zakaj mi ne rečeš, meni to pa nič tazga. In sem tako, pa zakaj pa ti tega ne delaš, če je tebi to mimogrede. Ampak ja, ker izhajaš iz tega, da je tebi težko, da bo tudi nekomu drugmu, pa ni nujno res. Je treba pa reči, pa vprašati, pa vedeti, da mogoče, ko prvič rečemo, da zna biti tudi kakšen ne, ker mora takoj biti preizkušnja, veš. Ok, sej bom zdaj prosila za pomoč in prvič, ko prosiš za pomoč, se zna narediti, da bo, a ja, a res? A zdaj pa boš? Mogoče to. Wow. Lepo. Prej si že omenila, da ti je težko pač poslušati se, opisati, vem, da si vmes to frazo, pa vseeno vprašam, mislim, da prve goste nisem. No. Kaj je prva pač tvoja asociacija na poslušam se? Tako, pač kaj ti pride na pametna misel? Predvsem, ko zdaj skozi to izkušnjo izgorelosti in reševanja, zdravljenja, mi je predvsem to, da zbistrim glavo, da jo spraznem, da res vse misli grejo ven in spustim in potem vdahnem in tako, evo, kaj zdaj slišim. To je tisto, da pa res slišim sebe in da se poslušam, ko si res dam to, da je vse ven, vse spravimo, vsi ven, prazna glava, ok, kaj zdaj pride. Da to je pa tisto, da res slišiš sebe, da poslušaš sebe. Wow. Ja, hvala ti za vse, kar si delila. No. Jaz sem se v tolikih stvarih najdla, sicer sama nimam lastne izkušnje izgorelosti, sem se pa našla v marsikaterem mišljenju, stavku in si mi dala veliko s tem pogovorom. Verjamem, da je tudi komu drugmu. Ja, upam, da so prišle res ven točno tiste stvari, ki morajo. Zdaj se mi že kar začne vklapljati, pa tega nisva, pa tistega nisva, pa to tudi nisva nič, pa o tem tudi nisva. In je res ta izgorelost zelo kompleksen in na večjih nivojih res treba nasloviti. Ne gre iz danes na jutr, tako kot do izgorelosti ne prideš z danes na jutr, ne prideš ven iz danes na jutr. Mogoče bi to rekla, da sem vseeno na voljo tudi marsikomu za še kakšne pogovore. Ampak res, da tle gre samo iz moje lastne izkušnje, iz mojega lastnega raziskovanja, kaj vse sem sprobala, kako je meni pomagalo, kje. Ker se mi zdi, da ko prideš do nekega problema in ne poznaš nekih ljudi, pa ne poznaš niti, včasih ne veš, kako zdravstvo deluje, niti kam v zdravstvu sploh lahko greš, kako je z bolniško, kako je s tem. Včasih, ko padeš v neko situacijo, res ne veš kam, kje začeti.
In mogoče marsikomu vsaj s tem lahko kaj pomagam, da nanizam. Jaz sem to, zdaj pa ti probaj nekam od tega, kam te pelje. Zagotovo, jaz verjamem. Take izkušnje iz prve roke so zelo dragocene. Tako da res hvala ti res za to ranljivost, za ta pogum, da v bistvu sredi te izkušnje govoriš o tem. Res dragoceno. Hvala tebi, da si mi omogočila prostor. Ne samo to mislim fizično, ampak tako, da se čutim, da lahko govorim, da ni tle obsojen, da ni pametvanja, pa da ni, veš, kar nekako ni v današnjem času samoumevno, veš, da nekdo nekomu dovoli govoriti, povedati in ga ne obsojati pri čemerkoli. To se mi zdi, da tudi to bi bil nasvet, mogoče to za tiste. Najdete res ljudi, ki te bodo poslušali brez obsojanja, brez pametvanja, In mogoče je to v bistvu nasvet za prijatelje, sorodnike, ljudi, ki se soočajo s težavami, ne jim nizati nasvete. Ne, ko pride k tebi, pa ti pove, danes pa to nisem, pa ono nisem. Ne takoj, to pa to naredi, pa zakaj nisi pa šla tja, pa si šla k doktorju, pa si to, pa si, jaz poznam eno, pa tja. Ne jih prosim bombardirati z ne vem kakšnimi nasveti, počakaj, da te vpraša, da te prosi, da ti z nekim besedami namigne, da kaj bi ti naredila. Kaj ne naredim, da mi ti imaš kakšen predlog, da človek sam nekako nakaže, da želi, potrebuje tvoj kakršenkoli nasvet, sicer pa samo tle sem, poslušam te. In se poskušati v tem, da ko padeš v neko obsojanje, predsodek, da si probaš malo, kaj mi je pa ta misel zdaj prišla, kaj ta misel o meni pove. Če jaz tebe obsojam zato, ker zdaj pa si 4 ure brala knjigo, pa mi zdaj tle jamraš, da nekaj pri tebi zbudi, ne. Evo, zdaj pa Ne, super. Zelo mi je bilo to všeč, no, ker se mogoče res, ker se prej nisva dotaknili, kako res, kaj pač oseba, ki je izgorela, no, česa oziroma ne potrebuje drugih ljudi, no, tista glaven nasvet, no. To se mi zdi, pa to se mi mogoče nasplošno zdi, ne samo za tiste, ki imate to izkušnjo, to se mi nasplošno zdi, kjerokoli mogoče tako težko izkušnjo, tudi meni nikoli ne bo zavila, ki je prijateljica. Jaz sem samo 2 ure jokala, ko sva šli v hrib in ona me je samo poslušala brez obsojenja, brez nasvetov, kaj bi mogla, kaj, in to se mi zdi tisto ključno, kar ti največ da, no. Jaz sem to prvič doživela v okviru ženskih krogov, v bistvu v duhu ženskega kroga, ne? Kaj je bilo res tisto, kar me je presenetilo navodilo. Zdaj pa tako, tista, ki govori in govori, dokler bo govorila, in nobenih, še pokimati se probe izogibati, nič, sam sedi in poslušaj in ji drži prostor. Ne komentiraj, ne nič, in ti pa imaš prostor, da govoriš, dokler boš govorila. In sem pa enkrat, ko sem bila jaz na tej poziciji, pa govorim, pa se mi že, si pa že dolgo govoriš, zdaj pa pusti, da bo nekaj vprašala ali pa komentirala ali pa nekaj. In ti ona tiho, veš, to. Pa lahko še malo povem, ne? Se spet ustavim, pa čakam in ona še vedno tiho. In pa zardram še ne vem kaj in pa ona reče, zdaj pa si vse povedala? Res? Ne? Tako. Ne, imaš prostor, da poveš vse, ker šele tam proti koncu pride ven tisto, kar je pa v resnici problem. Šele po 2 urah jokanja, govorjenja, po ne vem česa, pa lahko pride na plano, pa kaj je tisti resnični problem bil tega jokanja sploh, ne? Ja, tega bi res več rabili. Res, tako poslušati en drugega. Ampak znamo je tudi tem, jaz ti moram pomagati, ne, jaz ti moram nasvetati, sej ti še vedno deluješ dobronamerno, pa želiš pomagati, ampak na drugi strani se pa tako, kaj ti mi zdaj pametuješ, ka sploh ne veš, nimaš pojma, kako je. Pa se lahko 2 z izgorelostjo pogovarjata, pa se lahko 2 z rakom pogovarjata, pa bo še zmeraj ti ne veš, kako je meni. Vsak ima svojo zgodbo. Ja, s tem bom kar zaključila, vsak ima svojo zgodbo. Hvala, ker si delila svojo. Res. Hvala vsem za poslušanje in se vidimo, slišimo kmalu.
če so ti vsebine všeč, če te je potegnilo, prosim, se naroči, všečkaj, komentiraj. Hvala, ker si tu z mano. Polona.